nekdo zboli, potem je tudi partner, dostikrat mora ostati doma in vzame nego. In je tudi ono prihodek. Kakšno pomembno delo opravljaš, si se kdaj vprašal to? Ja, najbolj takrat, ko me je to doletelo. Jaz lahko si danes vse, jutri nimaš nič. Jaz sem priča bil gospe, stare 37 let, s 3 otroki, ki je zraven mene v sobi ležala in mi smo se zabavali, ko smo imeli to smrekco s temi zdravili, ne. In ona reče medicinski sestri tam, dajte mi vi to malo hitreje, da steče, ker tam ti lahko regulirajo, kako hitro steče. Je rekla, gospa, če damo malo hitreje, vam bo srce počakalo, ne morem. Zakaj, kam se vam mudi, zdaj ste tu, je rekla, meni se mudi, grem popoldne v službo. Hvala Bogu, da sem imel to srečo, da je bilo to pravi čas, ne, in da je ta alarm se samo lučka prižgala, pa smo mi to prav čas ugasnili to lučko, ne. Evo, Bojan, imamo danes eno tako posebno čast pa nalogo, da mogoče se pogovorimo o koristnostih produktov, za katere ljudje ne radi slišimo, razmišljamo, pa včasih, ko slišimo besedo zavarovanje, ne, dobimo malo napačna mnenja pa prepričanja. Ti si pa eden izmed tistih, ki se celo ukvarja z tem poslom, ne, zavarovalnega zastopnika oziroma svetovalca, pa tudi si že doživel na svoj lastni koži koristnost zavarovalnih produktov in istočasno korist so doživele tudi tvoje stranke, pa tvoji najbližji, ne, tako da bomo danes malo se o tem pogovarjali. Dej na kratko ti povej malo o sebi, ne, kako si ti in kdaj si zašel sploh v svet zavarovalništva in kaj si do takrat vedel o zavarovanjih, pa ko si prvo polico kupil, od koga si je kupil, pa če si se sploh zavedal, kaj to pomeni takrat. To je res dolgo nazaj. Čisto prvo zavarovanje, ki sem ga kupil, mi ga je oče kupil. In sem bil star takrat 15 let in je rekel, lej, ti bom zdaj jaz nekaj šparil, ne, na 10 let, ko boš pa ti šel na šiht, ne, boš pa sam naprej plačeval, ne. In točno tako je bilo in to zavarovanje se je steklo leta 25, ne, ko sem se glih poročil in je glih nekaj denarja prav prišel za poroko, ne. Res pa je, da sem se srečal z zavarovalniško branžo. Leta 25, mislim. Srečal sem se, je stekla tista polica. Tista polica, ne, 10-letna, ne. Srečal sem se pa z branžo kot zavarovalni zastopnik leta 2003. Mislim, ne 2025, 2025. 2005, ja, pardon. 2005 se je tista polica stekla. 2003 sem se pa srečal z zavarovalniško branžo na priporočilo nekega prijatelja, ki je rekel, lej, imam eno informacijo za tebe, ki bi bila koristna, ne. In kot mlad fant sem sam razmišljal, okej, naj bo, naj grem pogledat, ampak ko sem se z takratno osebo Miro Kajba srečal, ko me je ona predstavila, da je to zelo smiselno pa dobro, je meni prvo, kar mi je rojilo po glavi, to mi zdaj nek naredilo za kar neki, ne. Ona mi je govorila, čez 40 let boš nek naredil, pa kje 40 let, ne. Star si bil, si rekel, 22 let, ne. Mi je bilo tak, bom rekel, tak tist preokus, ampak od zadnje je bil pa tist občutek, se jaz pa že imam eno tako polico, ne, pa že nekaj časa teče, pa si mogoče bi pa znali to biti v redu zadeva, ne. In kaj je bilo najbolj ključnega, ko sem si jaz to zavarovanje naredil, sem bil tudi povabljen v sodelovanje z podjetjem Smiljan Mori takrat, če bi jaz to poskusil nekaj zraven delati, ne. Sicer meni se je to zdel human del, ne. Glede na to, da jaz si lahko nekaj prišparam, če se vmes nekaj zgodi, pa je mogoče to res neka dobra stvar, ki bi pa lahko ljudem ponudil. Je pa res, da so se takrat ljudje spraševali, ali bom to res dobil, pa kaj pa, jaz vem, pa se tega ne rabim, se bo to država poskrbela. Pa si ti tudi sam, recimo, razmišljal, da zavarovanja, pustimo, mogoče pokojnino, da bomo rabili dodatno, zdaj že vem, ampak da bi pa samo zavarovanje kdaj potreboval. Kot samo zavarovanje. Pri 22 letih verjetno ne razmišljaš, da bi lahko hudo zbolel ali pa... No to sploh ne. Ne.
Niti ti ni na pamet prišlo. Ko mi je rekla, da so to hude bolezni, bolj nezgoda, ker sem delal v takem poklicu, v strojništvu, ker sem imel tudi izkušnje, da so že ljudje brez prstov ostali, roke in so potem nek drobiž dobili. Tvoji sodelavci? Moji sodelavci. Vedno je bilo tisto, saj sem toliko let plačeval, dobil sem pa nek drobiž. In to me je potem malo navdušilo, da jaz zvem, zakaj so oni dobili drobiž, pa kako lahko nekdo dobi več. Nekdo pa je rekel, jaz sem dobil po dobro plačano. Zdaj, kaj ti drobiš, pa dobro je treba raziskati. Videti, In zdaj vidim, da je najbolj ključnega pomena pravilen pristop, pa da si pustiš poslušati, kaj da ti nekdo razloži. Seveda in tudi sam aktivno znam sodelovati. Zdaj, če tako pogledamo, ti si potem imel, bom rekel, izkušnjo na lastni koži, kar se tiče izplačila hudih bolezni. A lahko poveš, kaj se ti je zgodilo? Mislim, kdaj je bila diagnoza? Je bila rak ali kaj že bilo? Tako, jaz sem dobil diagnozo 2012 po enem čist takem rutinskem pregledu, ko sem šel se grem pregledati. Že 10 let nisem bil na nekem malo širšem pregledu in sem si dal od vse krvno sliko, holesterol in vse zadeve, ultrazvoke in na ultrazvoku mehki tkiv in mod so ugotovili, da bi pa lahko na eni modi se nekaj dogajalo, ki je odmrla že v moje mladosti in je rekel zdravnik, dajmo to ven, pa se ne rabi sikirati. In ko so oni to odstranili, dali naprej na pregled, je bil noter tumor. In v bistvu jaz iz popolnega fit, zdravega človeka sem pristal pri 32 letih, sem pristal na onkoloških šlaufih. Pa si čakaj, to normalno ali to ni? 32 let sem star, dobil neki bolan takrat. Danes veliko mladih zboleva tudi za hudimi boleznimi. Zdaj bom rekel ravno to, da imam kar neki stran, ki so še mlajši od 32 let, ki so zboleli za raki. No in recimo, ko so ti rekli diagnoza rak, star si 32 let, imaš družino že, Ja, imel sem 2 leti, pa pol, pa leto, še ne leto starega otroka. Pa kaki kredit verjetno? Leasingi, krediti in vse ostale tekoče stroške. Vrtca je bilo skoraj 400 evrov, bolniška je bila tista minimalna, še 500 evrov. Se nisem vprašal, kaj bo z mano, sem se vprašal, kako bom to plačal. In to je največji šok, ko ti vsi rečejo, tudi zdravniki in vsi terapeuti tam. Ja bom rekel, onkologijo v Sloveniji imamo vrhunsko. Saj z moje strani lahko tako rečem. Od psiholoških pomoči, pa vsi so rekli, ne skrbi, vse bo, sprosti se, zdaj je čas za tebe, tam te pa položni že čakajo. Je to stres, ne? Velik, največji stres. Jaz se tako dobro spomnim, ko sem prišel na drugi cikl kemoterapije v decembru in mi reče tam zdravnica, Bojan, ko ste pa vi tako dobre volje zdaj, Sem rekel, vedete kak je, danes se pa lahko midva pogovarjamo o tistem, da se sprosti pa vse, ker sem imel, hvala Bogu, zavarovanje, takrat sem ga leta 2003 sklenil, in se dobro spomnim besed mentorcev, lahko se zgodi, da boš imel družino pa vse stroške, pa ti bo to zavarovanje prav prišlo, pa je dejala, pa jaz rajš vidim, da kasnejšem obdobju dobiš za dodatek k pokojnini in točno to se je zgodilo, da sem dobil takrat denar in jaz sem imel za 3 leta vnaprej plačane vse položnice. Takrat se pa ti lahko posvetiš sebi, svojemu zdravljenju in vse tisto skrbi finančne, da si na strani, vse je porihtano. To so včasih bili tisti stare mešana življenjska zavarovanja. Zdaj že imamo bolj sodobna, kjer so v bistvu samo produkti za zaščito hudih bolezni ali pa samo za primer smrti oziroma investiranje, pač čist drugi produkt danes. Se pravi, prva stvar, ko si slišal za diagnozo, ti ni bilo, kako bom jaz zdaj preživel ali pa zdravo se, kako bom jaz položnice plačal. Kako bom jaz plačal. In kaj, recimo si prišel domov, je bil kak pogovor, se ga spomniš z ženo? Ko sem diagnozo zvedel, je v bistvu bila žena zraven mene v avtu in takoj pogledaš, ko vidiš na izvidu neke take čudne besede, greš pogooglati in
alarm, ne, hvala Bogu, da sem imel to srečo, da je bilo to pravi čas, ne, in da je ta alarm se samo lučka prižgala, pa smo mi to prav čas ugasnili to lučko, ne. Ker če bi to pa čakal še, ne vem, na leto, 2, 3, vprašanje, ne. Ja, ti si podjetnik, ne? Ogromno imamo v Sloveniji samostojnih podjetnikov, ki, če se jim zgodi ena huda bolezen, ti si 2 leti si bil odsoten iz dela, ne? Ker si pač se moral posvetiti zdravljenju pa kemoterapijam, ne? In zdaj, če nimaš nekih prihodkov, pa si odvisen samo od svojega dela, verjetno bi, zdaj, če bi imel nek drugi posel, pa ne zavarovalniški, ker že tako ali tako smo vezani na pasivne prihodke, ne? Pa tudi ne glede na to, ne, si bil šele na začetku bolj kariere, čeprav koliko 10 let si že bil v poslu, ne? V bistvu takrat je bilo, ja, še ne čez 10 let, ne? Ja. 9 let, ja, bom rekel, ključen pomen je ta, ne, da ko se to zgodi, ne, da nimaš ti skrbi odzadaj, kako bom to rešil, ne, da imaš ti denar. Seveda, jaz sem bil leto pa pol v bolniški. Potem so me dali na 4 ure, ampak jaz sem si imel to možnost, da sem si še tistih pol leta podaljšal sam, ne. To pomeni, da sem prispevke pa to mogel plačati, Ja. delo pa nisem, ne. Sej ne v taki tempu, ne. In da sem si lahko privoščil še bioenergetika, masaže, pa vse te stvari, da si se čim prej regeneriral, pa da si postopoma stopil v ta cikl dela nazaj, ne. Ker jaz sem priča bil gospe stare 37 let, s 3 otroki, ki je zraven mene v sobi ležala, in mi smo se zabavali, ko smo imeli to smrekico s temi zdravili, ne. In ona reče medicinski sestri tam, dajte mi vi to malo hitreje, da steče, ker tam ti lahko regulirajo, kako hitro steče. Je rekla gospa, če damo malo hitreje, vam bo srce počakalo. Ne morem. Zakaj, kam se vam mudi? Zdaj ste tu, je rekla, meni se mudi, grem popoldne v službo. In takrat je meni naredil klik, ne. Sem rekel, kako to mislite v službo, ne? Je rekla, ja, bila je takrat ta 2012 gradbena kriza, nič se ni gradil, vse je počakalo, bilo je zima, ne? Mož je bil gradbenik, ki je bil brez dela, ko so jih dali, ne vem, konec novembra pa do, ne vem, februarja si brez službe, ne? So jih dali na čakanje, na borzo. Ona je pa sama delala za določen čas, ne da nedoločen čas v podjetju. O delu je rekla, oni ne vejo, da sem jaz bolniški, ker če zvejo, mi ne bojo podaljšali, jaz nimam denarja, ne. In jaz si nisem mogel predstavljati po kemoterapiji, ko si cel zmozgan, zmučen, potem greš še po 8 ur popoldne v službo. Ampak samo zato, ker ni denarja, ne. In ko sem jo vprašal, pa nimate nobenega takega zavarovanja, se je to malo oblažilo. Je rekla, veste, nikoli nisem razmišljala o tem, malo se mi je zdelo, da je to kar tako za lase privlečeno, pa tudi sem stara, da ne bi smela biti bolana, ne. Še en odgovor, ne, da nimamo mi tega v rokih, to nas doleti. Zdaj, ali imaš rešitev rešeno ali pa ne, ti boš to dobil, ne. Prav rekla, sem toliko mlada, da ne bi smela biti bolana. No, jaz se še zdaj srečam z strankami, ko reče, jaz sem mlad, zdaj skrbim za zdravje, skrbim za vse, ne bi smeli mi nič biti, ne. Ja. Mislim, razmišljaš, ne vem, ali je to za vsak slučaj, ali pa ubere strategijo upanja, meni se ne bo nič zgodilo, ne. V vsakem primeru je dobro vedeti, ne, tudi naše podjetje je do zdaj, mogoče kakšno leto nazaj smo delali analizo v teh letih, pa to samo iz ene zavarovalnice 8 milijonov pa nekaj odškodnin oziroma zavarovalnin so naše stranke dobile zaradi hudih bolezni, ne. Tako da to ni nekaj, kar narediš takrat, ko imaš denar ali pa ko potrebuješ, ker je že prepozno, ne. Zdaj, kaj bi ti recimo rekel ljudem, ki še nimajo sploh zavarovanja za take primere, ne vem, hudih bolezni, za primer smrti, sploh bova še kakšno rekla potem, ne, invalidnosti, nezgode ali pa podjetnikom, ki mogoče so odvisni samo od svojega dela pa teh aranžmaja svojega za svoje prihodke, ne, pa imajo strategijo upanja v brano, ne, ali pa mislijo, da imajo vse, ne, kaj bi jim rekel, zakaj bi to rabili, takšne produkte? Tukaj se treba, bom rekel, narediti analizo, ne, sam sebi, ne, in to finančno, in si sam rečeš, ok,
pol leta ne dobim nobenega prihodka, ali imam vse plačano. Brez da jemlješ rezerve, ki si jih ti namenil, ne vem, za študij otrok, za, ne vem, za svojo pokojnino, ne? Ker to je drug fond, ne? In če zdaj to porabim, kako bom to nadoknadil, ne? Ti moraš reči, da tukaj imam denarja imeti zraven privarčevanega, da pol leta ne rabim nobenega prihodka. In vsi stroški morajo biti plačani, ne? In bom čisto tako rekel, ne, ko se srečam z ljudmi, nimajo tega. Tudi jaz nisem imel sem pa zavarovanje. Ne, kar pomeni, meni je zavarovanje, da jaz tistega denarja nisem imel toliko na strani, da bi rekel, da imam pa zdaj 6 plač čist na strani, samo za nujne stvari. Ali pa 24-mesečnih. Ali pa 24-mesečnih. Ker najhujše je to, ne, da zdaj opažam, ne, ko nekdo zboli, potem je tudi partner, dostikrat mora ostati doma in vzame nego. In je tudi ono prihodek. Tudi če je zaposlen. Ne, in prej si imel 2 prihodka, pa rečeš, sem kom izvozil, potem pa enega polovico, drugega pa 1/3 manj, ne moreš zvoziti. Stroški se pa povečajo. Kakorkoli obrneš. Si še imel zdaj v tvojih koliko letni praksi zdaj, ko si v biznisu? 22 let polnih. Koliko si imel kaj takšnih primerov, da so ljudje dobili odškodnine, ali zaradi tega, ker so doživeli hudo bolezen, diagnozo dobili, ali smrt, ali nezgoda? Tega je, če bi rekel, v številkah preko 150, 200 strank iz tega naslova. Tvojih strank? Mojih strank. Wow. Nekaj časa sem celo si mal delal analizo, koliko je bilo to denarja izplačenega, in sem prišel že preko 2 milijona evrov. Za tvoje stranke? Za moje stranke, ja. Kakšno pomembno delo opravljaš, si se kdaj vprašal to? Ja, najbolj takrat, ko me je to doletelo. Ne. Ko sem sam na lastni koži izkusil, da si danes vse, jutri nimaš nič. Ne. Potem pa kako je, ko je vse poskrbljeno, da ne rabiš nič plačati. Vse imaš plačano. Ti prideš, se vrsto postavi, počakaš tisti teden na preiskavo in je to. Ne? In si pomirjen znotraj, ker vse teče. Ne? A imaš kakšno zgodbo svoje stranke, tako da bom rekel, da te je še posebej ganila, ko se je kaj takega zgodilo? Ja, imam. Ne. Bom rekel, z sodelavcem smo tu v EMO v Rodjarni bila skupaj, ne. In pač pogovor je nanesel, ko sem jaz začel ob delu to delati, sem kot čuj, pa rabiš to zavarovanje, pa se veš, pa zdaj imaš punco, pa to je rekel, kaj pa vem, sem rekel, daj ima se oglasiti do punce, ne, pa ne slišiš, si meni boš pomagal, da bom malo potreniral, slabega pa nič ni, se vidiš, se me ja poznaš, ne, in rekel, ajde, v redu, ni problema. In ko sem se pri njima oglasil, on je bil enih prvih strank, ne, leta 2003 sem naredil pač te klasične produkte, in potem smo to nadgrajevali čez to obdobje in mislim, da je to zdaj 2-3 leta nazaj. Me pokliče ta žena, ne? Zdaj sta že imela 3 otroke in pravi, veš, da bi se ti oglasil, se mi zdi, da je nekaj narobe z mojim možem. Ne? V redu, ni problema, se oglasim, vidim izvid, rak želodca, ko nič bomo dali te stvari notri, ne? In je rekla, ška skrbi me zdaj, on je skozi delo, zdaj pa ne more delati, je v bolniški, ne, kako bo s financam, 3 šoloobvezni otroci, delo v tovarni, zraven še kmetijo, ne, sem rekel, ja, lej bomo pogledali, ne, vse zavarovanja imamo vse, ne, in hvala Bogu, ne, je bila ta zadeva taka, ne, da je dobil in hude bolezni, bolniško odsotnost vsak mesec, 2 leti, po 500 evrov. Na mesec? Na mesec, ne. Ljudje sploh ne vejo, da obstaja take produkte. Ja, ne. Se pravi, 500 evrov je dobil... Vsak mesec, 2 leti. Ja. Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti. Ne. In kar je najbolj pomembno to, da ni samo to nezgoda, da ni važno katerakoli bolniška je. Ne. In če se prej navežem na tvoje vprašanje, kaj bi svetoval ljudem, ne, naj naredijo zdaj, ko so zdravi. Ko zboliš, veliko ljudi jaz ne morem zavarovati in ponuditi teh produktov, ker niso sposobni dobiti zdravstvenega vidika. Ne? No, in tu me je najbolj ganilo, zato ker sem poznal to družino od malega, ko se je prvi otrok rodil, drugi, tretji, ne?
In ta zgodba je pač žalostna, zato ker pač mož nažalost ni preživel. Ne. Je bila bolezen močnejša, ne. In kar je bilo najhujše, je to, ker me je sam poklical in rekel, da je prid pogledati, imamo ta zavarovanja v redu še narejena, jaz verjetno ne bom zvozil. Ne. On sam to pove, to je najhujši občutek za nekoga, ki to dela. In ko smo mi pogledali, so bile stvari seveda porihtane. Ne. In tudi danes, ne, ko se pogovarjam z otroki, si ti otroci sami zdaj pristopili do mene, da je naredi mi tako, kako si Ato naredil, ko še lahko, v bistvu so osveščeni. Ne. In tukaj moram reči, da je glavna vloga odigrala takratna punca, mati teh otrok, ki je ona rekla, ja, to moramo imeti. Ne. Ja, vse ženske so malo bolj odgovorne, se mi zdi. Imajo ta materinski čut, kaj če se kaj zgodi, kak moški se še najde, junak pa reče, se bo že znašla moja žena. Se že imel kdaj tak primer? Ja, dosti krat to reče. Jaz vedno se pol pohecam. Ok, kaj pa, če si ti tisti, ko se boš mogel znajti? No, pol hitro to moški malo nazaj stopimo, ne? Ker če se nekdo drug mora znajti drugače, kot pa če se moraš ti, ne? Ja, tukaj bi jaz res rekel, priporočam vsakem, ne. Sem pač šel čez svojo lastno zgodbo mame, ki je zbolela za rakom. Ja, to mi malo pove, ja, tudi starša sem. Eno drugo izplačilo, ko se je zgodilo, ne, je bilo to že leta 2005, 2003 sem začel delati. Prvo izplačilo je bilo pri sosedi, isto rak dojke, par mesecev zatem moja mama, ne. Takrat se je, hvala Bogu, vse pozdravila, dobila denar, da smo imeli možnost tudi malo alternativnega zdravljenja, ne. In bom rekel, najbolj ključnega pomena je bilo takrat to, da je, ko sem jaz to domov prišel pokazati, ne, da sta se oče in mama odločila za to. V bistvu je oče rekel, ne, lej, moramo to imeti, ne, to ni slaba zadeva, ne. Bil je rudar, bil je skozi zavarovan in hvala Bogu je imel par manjših nesreč v rudniku in vedno je dobil denar in zato je bilo meni to malo bolj domače, ker kadarkoli se je zgodil, pa ko je s kakim prstom prišel povezan, je vedno denar bil, ko je rekel, se to nič ne plačajo, ne, ker se pač gostilniške zgodbe odvijajo drugačne. In je bil to en dodaten poudarek, da pa mogoče to moramo imeti malo drugače urejeno, ne. In on je tudi varčevanje za svojo ženo, ne, mojo mamo naredil, takrat rekel, lej, penzije ne boš imela, nekaj ti bom pa jaz zraven prišparil, pa čez 15 let bo ta denar ti prav prišel, ne. In na koncu je res prišel, ne. Sicer bi jaz rajš videl v drugi obliki, s tem denarjem smo lahko potem plačali tudi dom upokojencev, ki je zbolela ponovno za rakom in jo nismo mogli več imeti doma. Oče je vmes premenil 2011, ne. In če me kjer vpraša, da zavarovanja ne funkcionirajo, ko pridih meni domov, ti bom vse pokazal, razložil, da to funkcionira, ne. Se pravi, z denarjem, ki ste ga dobili, oziroma mama zaradi smrti očeta, je se potem... Ne, oče je varčeval za mamo, ne. In ko je oče umrl, je imela mama možnost ta denar vzeti ven ali pa še tistih 7 let plačevati. In ko smo se imeli, sem rekel, brez veze, če ne boš mogla ti, bom jaz to plačeval, ne. Ker ti bo takrat, ko boš toliko stara, pri 65-ih prav prišlo, ne. Nek dodaten denar, ne. Se pokojnino je imela po očetu, ne. Pa rekla, ne, se to bom že, ne. In ko se je to zgodilo, 2019, ne, je ta denar bil malo prej izplačan, ne, in ko smo sestro sama doma ostala in ko so nam razložili, da pač doma to mame ne moramo imeti zaradi specifike bolezni, nepokretna oseba, kdo bo to urejal, strošek tega doma je bil 1200 evrov, ne, razdeli se na pač svojce, ne. En del se razdeli na sestro, večji del na mene, zato ker pač oni pogledajo, ona sama se mora sama preživljati, jaz imam 2 prihodka, ne glede na to, da imaš ti 2 otroka, pa ne vem karkoli, večji delež pride do tebe, ne. Hvala Bogu, da je bila tudi pokojnina še dobra, da se je en del iz tistega pokrival, no. In smo potem sestro rekla, to je mamin denar,
dajte vso polno oskrbo, vse, kar rabi, ne. Dokler bo ta denar, bomo lahko s tem pokrila te zadeve, ne. In hvala Bogu, da se mama ni dolgo matrala, ne, in da je to kar hitro bilo tudi za njo rešeno, ne. Ampak hočem povedati, da vsa take zavarovanja, kako lahko pridejo prav. Ja. Dajmo zdaj na koncu se še mogoče dotakneš še pa kakšne vesele, pa pozitivne zgodbe. Zdaj si koliko let si zdaj že v poslu? 22. Ja, zdaj bo počasi, če že nekatere stranke dobivale izplačila, ki pa se nič ni zgodilo. To pa ja. Ne. Bom kar povedal, 14 dni nazaj je stranka, smo dobili podatek za izplačilo štipendijskih opcij, ki so se včasih delale, ne. Otrok je star 19 let, jaz, ko sem delal zavarovanje, je še takrat ta punca bila v maminem trebuščku, smo se starše naredili, ko se bo pa rodilo, me pa pokličite, da naredimo otroško nezgodno zavarovanje, pa zraven varčevanje, pri 19. letu izplačilo, gre na študij, imate nek denar, ne. Večina reče, pa se bomo že takrat, danes je že tudi takrat, ne. Imajo eni starši mogoče srečo, da otroci ne grejo v študij. Ja. Če pa imaš nadarjenega otroka, pa bi vse naredil za njega in ko ti pove, da je študij, ne vem, že Ljubljana, Maribor lahko drago, kada šele gre v kako Avstrijo, Italijo ali pa London, kar se zdaj večino Moraš vzeti kredit, ne. Ja, ne, in bilo je lepo izplačilo, ne, in to prinesem, vsi srečni, veseli, zadovoljni, ne, in po enem tednu po tistem me kliče ta punca, ne, ki je dobila denar, pa prav, stric Bojan, ja, mama mi je rekla, da vas moram poklicati, jaz zdaj grem v študij, nekaj delam in je kar rekla, da ne, zdaj kar tako poskrbim za vas, ko ste vi za mojo mamo pa očeta, ne. Ja. To pomeni, videla je... Za sebe, ne posebej. Za sebe, ja. Videla je, da denar je prišel, s tem so ji omogočili tudi študij v tujini, ne. Potrebno, takoj, ko je šla na študij v tujini, so ji pa rekli, da rabijo določena zavarovanja od nezgodnih in teh, in je rekla, bom kaj to naredila z vami, ne. Saj vsako leto je mama rekla, da ste poslali čestitko, pisali mi za moj rojsten dan, ne, to je moja pač. Ja, bom rekel, delam na tem področju, zato se enkrat na leto se strankom slišiš, ne, in se te zapomne, no, in to je meni tak, bom rekel, dogodek, da te potem otrok pokliče, pa želi naprej nadaljevati to zgodbo, ne. Ja. Ampak vsa čast staršem, oni so dali temelj, da otrok tako razmišlja. Ja. Super, Bojan, jaz ti res želim čim več zadovoljnih klientov, čim več takšnih, ki te bojo klicali, da so dobili velika izplačila, ker so investirali, varčevali ali za sebe, za svojo pokojnino ali pa za otroka, ne. Čim manj onih zgodb, ko ljudje dobijo izplačila zaradi hudih bolezni ali smrti ali pa nekih nezgod pa invalidnosti, ampak to je pač del vsakdanjega življenja, tako da čestitam ti za dobro delo, ki ga opravljaš, pa še tako uspešno naprej, ne. Hvala lepa.